Jaz bi vam danes rada, sicer zelo na kratko, ker gre za en obsežen projekt, predstavlja DBOPEC projekt. Zdaj s širšim imenom imate tamle v drobnem tisku. Po slovensko pa bi bilo v bistvu pravzaprav nekako prevedeno, da gre za en razvoj biorazgradljive embalaže, ki ima v končnem ene multifunkcionalne namene skozi nanotehnološki pristop. Zdaj jaz prihajam iz Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, ki smo locirani v Celju. Pravzaprav gre za tehnološki center za aplikativne raziskave in razvoj na področjih orodjarstva pa ostalih izdelovalnih tehnologij. Letos, torej v letošnjem letu, pravzaprav praznujemo svojo 20-letnico obstoja. Trenutno imamo 17 zaposlenih in smo po statutu pač neprofitna organizacija. Pravzaprav smo segmentirani kot zavod zasebnega prava in se v bistvu financiramo izključno na trgu. Zdaj nekako struktura dela pri nas bi se delila na ene 4 segmente, torej inženirske storitve. Veliko pozornosti posvečamo industrijskemu združenju, potem tehnološkemu transferju in kot je bilo prej v bistvu prikazano na temle diagramu, se v bistvu več kot 55% financiramo iz projektov, torej raziskave in razvoj. Ukvarjamo se veliko z biorazgradljivimi polimeri, tehnologijo mikrobrizganja, nekaj malega tudi brizganje kovin. In prav zato v bistvu smo bili povabljeni v projekt DBOPEC, ker smo imeli dosti veliko vlogo tudi pri sami pripravi tega projekta in je bil sprejet v okviru 7. okvirnega programa. In pravzaprav cilji pri sami zasnovi tega projekta so nam bili vse skozi pred nami, in sicer kako izboljšati vplive na okolje, potem kako izboljšati lastnosti končnih izdelkov in kako jim pridati dodatne funkcionalno vrednost. Zdaj tule smo sledili predvsem temu konceptu trajnosti in sonaravnosti, pač z uporabo biorazgradljivih materialov iz obnovljivih virov in pa s tem, da v bistvu uporabljamo energetsko varčne procesne tehnologije. Glede lastnosti želimo predvsem izboljšati barierne lastnosti, termično stabilnost in pa samo procesno oblikovanje. In pri funkcionalnosti se v bistvu smo osredotočili predvsem na varnost pri delu z nanomateriali, z nanodelci, vgradnji senzorjev za merjenje nivo kisika in pa na vgradnji pametnih antimikrobičnih naprav ter pa seveda sledenje v bistvu od prototipnega izdelka potem do izdelka na industrijski procesni ravni in potem do končnega uporabnika. In so bile v bistvu predlagane neke rešitve oziroma so bile te pač razdeljene v 3 sklope, najprej razvoj materialov, nanomaterialov, potem optimizacija procesov in tehnologij in pa se pravi vgradnja teh pametnih naprav. Gre za velik projekt, konzorcij v bistvu sestavlja 19 partnerjev iz 10 različnih držav, zdaj zelo na kratko iz Velike Britanije, potem iz Irske, iz Belgije, iz Španije imamo 4 partnerje, ITIP je koordinator tega podjetja in je lociran v Saragosi, potem Francija, Italija, Grčija, Makedonija in pa Nemčija, pa Slovenija, v bistvu, kjer poleg nas sodelujejo še industrijska partnerja Gorenje in pa Tehnos. Trenutno smo v drugi polovici poteka projekta, sprejet je bil 2012 in zaključil se bo 2016 in smo trenutno v mesecu 27. In v zadnjih 2 letih ali pa malo več so bili v bistvu glavni rezultati oziroma smo se predvsem opredelili na razvoj procesnih tehnologij in pa na razvoj teh novih materialov. Torej uporabljamo biorazgradljivo plastiko, predvsem smo fokusirani na polimlečno kislino in pa nekaj malega tudi na polihidroksialkanoate, predvsem na polihidroksibutirat. To v bistvu potem želimo izboljšati barierne lastnosti te biorazgradljive polimerne matrice z vgradnjo nanosilikatov.
Seveda želimo tudi izboljšati končno površino pač izdelane embalaže in pa ji pridati pač ene multifunkcionalne namene, torej da integriramo te pametne naprave. Potem glede procesnih tehnologij pa želimo v bistvu zmanjšati stroške, zato uporabljamo brizganje, ekstruzijsko pihanje. To so take konvencionalne tehnologije za predelavo pač plastike. Sledimo konceptu trajnosti, uporabljamo tudi tehnologijo superkritičnih fluidov oziroma na osnovi pač injekcijskega brizganja, plazensko tehnologijo spet za izboljšanje bariernih lastnosti in pa potem zdaj v zadnji fazi se veliko ukvarjamo tudi s tehnologijo dekoriranja v orodju ali tako imenovano in-mold labeling, pravzaprav gre to za integrirano etiketiranje teh prototipnih izdelkov. Zdaj, kako je organiziran projekt, sestavljen je iz 8 delovnih paketov. Torej v prvem delovnem paketu, ki ga v bistvu koordinirajo oziroma vodijo italijanski partnerji, gre pravzaprav za formulacijo materialov, torej biopolimeri, aditivi, plastifikatorji, nanodelci in kompatibilizatorji. Zdaj vsi ti materiali so bili v bistvu prinešani strani konzorcijskih partnerjev. Pri delovnem paketu 2 se predvsem osredotočamo na optimizacijo tehnologij. Tule smo vodja tega delovnega paketa mi, Tekos. In tule v bistvu želimo izboljšati oziroma optimizirati proces brizganja, ekstruzijskega pihanja in pa izdelavo filmov. Potem v drugem delu se ukvarjamo tudi z tehnologijo superkritičnih fluidov oziroma na osnovi pač brizganja, plazensko tehnologijo in na premazih za izboljšanje bariernih lastnosti na osnovi hibridnih polimerov. Zdaj v tem delovnem paketu ima tudi Gorenje veliko vlogo, on namreč je v bistvu zadolžen za izdelavo teh testnih orodij. Potem, če se premaknemo naprej, delovni paket 3 gre za vgradnjo pametnih naprav, pravzaprav bodo imele funkcijo antimikrobičnega delovanja, potem vgradnjo teh nalepk, etiket, ki v bistvu pridajo to radiofrekvenčno identifikacijo in pa vgradnja senzorjev za merjenje nivo kisika. Potem v delovnem paketu 4 gre za integracijo vseh teh procesov, optimiziranih do sedaj. Gre za eno teoretično analizo, potem zdaj predvsem se fokusiramo na postavitev pilotnih linij in pa potem v nadaljevanju na izdelavo prototipov. No in v delovnem paketu 5 igrajo glavno vlogo končni uporabniki, ki so v bistvu tudi del konzorcija. In sicer gre za validacijo teh prototipnih izdelkov pač po zahtevah teh končnih uporabnikov, torej za izdelke za prehrambeno industrijo, kozmetično industrijo in farmacevtsko industrijo. Zdaj vsem tem 5 delovnim paketom vztrajno sledi delovni paket 6, kjer gre v bistvu za oceno trajnosti embalaže, LCA, LCC, toksične analize, potem za varnost z nanomateriali in pa potem tudi sam segment recikliranja teh končnih produktov. Delovni paket 7 skrbi za diseminacijo in eksploatacijo rezultatov in delovni paket 8 za vodenje. Zdaj rezultati, torej to so v bistvu rezultati v prvih 2 letih oziroma po prvih 2 letih poteka projekta. Torej imamo polimerno matrico PLA, to je bila v bistvu pridobljena iz podjetja NatureWorks. Potem kot optimalen je bil v bistvu izbran plastifikator, ki je v bistvu biorazgradljiv in je bil pravzaprav prispevan tudi iz strani konzorcijskega partnerja iz Španije in pa nanoaditive smo dodajali v bistvu v polimerno matrico. To jih je pa v bistvu tudi prispeval Vanzare, to je špansko podjetje, ki se v bistvu ukvarja z izdelavo teh nanodelcev in 3 vrste nanosilikatov so bile v bistvu izbrane kot optimalne. Magnezijev hidroksid oplaščen z olejinsko kislino, potem nanovlakna na osnovi sepiolita in pa nanosilikati na osnovi bentonita.
In tole, v bistvu te slikice spodaj, so pravzaprav morfološki pogled na te nanokompozite. In dobili smo v bistvu rezultate, da nekje se moramo osredotočiti na ta material, ker v bistvu pridaja najboljše mehanske karakteristike in tudi distribucija pač samih nanodelcev v matrici je zelo dobra oziroma homogena, ne. Potem za delovni paket 2 gre za optimizacijo procesov. To je bilo v bistvu narejeno na osnovi res mnogih eksperimentalnih testiranj in tudi virtualnih simulacijah za 3 različne procese, torej za brizganje, ekstruzijsko pihanje